leto se mi zdi, čeprav si pravijo, da ni. Ker tisti čas je, ko sneži, jaz pa s tabo gledam si v oči. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. To bo leto, se mi zdi, a za oblaki sije sonce. Ker tisti čas je, ko sneži, ti pa greješ na vse konce. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre v novo leto. Ne konča se in na novo se začne. Se mi zdi, dal sem pike za vse konce. In lepo leto, ker si ti pripela k nama svoje sonce. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre v novo leto. Ne konča se in na novo se začne. Ja, nadaljujemo sproščeno popoldne in z nami je Boštjan, ki ima tudi posebne goste v studiu Radia Prlek, to je zasedba Hamu in Tribute to Love, tako da lepo pozdravljeni vsi skupaj. Lepo zdrav. Živijo. Danes malo drugače praznično, kako to? Pri nas je praznično, že kar lep cajt. Prvič v zgodovini Hamu in Tribute to Love imamo v bistvu božični komad. In tako so se nam prazniki začeli že zgodaj, 22. novembra, mislim, da je šel komad in zdaj ga promoviramo in recimo, z mene se že norca delajo, ki skozi v rdečem štrikanem polovrčku okoli hodim. Jaz sem pa lih rekel, kako ti lepo paše to. Ne, se vem, zdaj, mogoče sploh ne bom več drugega obleku in bom še drug let maja hodil v tem okolu. Ja, vidim, da sta tudi dala oba praznični outfit gor. Ja, sej, o tem govorim, ne. Sam še lučke si navesva in je in bova smrekci.
Kje pa so lučke? V srcih. Bravo, hvala Peter, rešil si me. Lučke so v srcih, ja. Upam, da jih bo zaradi tega komada celo mogoče še kakšna več. Kako to, da ste se Hamo in Tribute to Love po tolikih letih delovanja odločili, da naredite praznično skladbo? Dejansko do zdaj so bile vse ljubezenske, ta pa je ljubezenska in pravlična, še praznična. Ja, v principu jaz sem to napisal lanskega januarja in pri meni je bila v mapci ljubezenske, ne, in še vedno je. Ne. Pol nekako, smo se lotili v studiu to snemati, je zadeva dobila mogoče mečken, kaj pa če bil to božičen komad, oziroma kdaj lahko to sploh ven damo. In pa smo mečken produkcijsko jo zapeljali in naštrikali lep rdeč puloverček, pržgali kakšno lučko zraven in v bistvu zdaj zveni božično, ne, in seveda smo ji dali še video spot, ki pa sploh, če si komad videl, oziroma slišal prvič skozi video spot, ne moreš več zbrisati tega božičnega zvoka iz nje. Če bi pa mogoče komad poslušal samo, ne vem, na radiju, bi bil pa čisto navaden ljubezenski komad. V pesmi praviš, krasno leto se mi zdi, pa je temu res tako? Se nadaljujem tudi, čeprav vsi pravijo, da ni. Ne. To je referenca na te 2 leti, 2 virozni leti, nekako sem se poskušal zreti nazaj in razmisliti, a je res toliko slabo, kot vsi govorimo, da je. Ne, pa sem nekako prišel do tega, da meni nič ne manjka, da imam za jesti, za piti, sem zaljubljen, da pravzaprav to leto, ko vsi pravimo, wow, grozno, zame ni bilo grozno in tudi za marsikoga drugega ni bilo grozno. Grozno je bilo pa za vse une po bolnicah, pa po kopališčih in tako naprej. Ne. Za nas pa ni bilo in mogoče bi eno blazno uslugo naredili, da se te, ki smo to zelo dobro preživeli, nehamo prepirati med sabo, pa da se mogoče raje združujemo, kot razdeljujemo. No, danes smo že 9. tako da še nekaj dni pa bo se končalo vse skupaj. Tudi komad se konča z verzom naj konča se in na novo se začne, nekako dajmo en list obrniti. Gremo naprej, kako si rekel, da bo virus izzvenel. Ne? Jaz te bom zdaj citiral. Boštjan je rekel, da bo virus izzvenel spomladi in jaz tudi mislim, da bo in gremo na nov. To namreč berem. Ja, kar zgovari se. Jaz te bom citiral. Ok, ne ti bo upravičeno. Drugače pa pesem spremlja tudi video spot, praznično obarvan, imate pa novega igralca, ki dejansko že kandidira za Oskarja 2022. Ja, to je pa nihče drug kot vsemogočni Martin Janežič-Puco. Nekako, ko je prišla ideja za scenarij, za spot, je pač cast zahteval nekoga, ki malenkost spominja na Božička in mislim, ko smo se ozrli po bendu, je bilo zelo jasno, da to nisem jasno. In niti ni Peter, in niti ni Denis, in niti ni Hipi, tako da zdaj, ko gledamo spot in vidimo, kako je Buco to vrhunsko odigral, se poraja vprašanje, zakaj za Boga sem jaz kdaj bil pred kamero in ni bil skozi on. Tako da verjetno bo šel v kakšnem spotu v ospredju Buco, če je že na koncertih bolj, recimo, da v drugi vrsti, ne, ga v spotu postavimo v prvo, ker mu to res leži. Kamera ga ima rada, on pa kamero. Kaj češ lepšega, to je ljubezen na prvo zaslonko. Pa nisem čez ziher, da je Oskar dovoljšna nagrada za takšno delo. Ne? Ja. Se je še več drugih nagrad, BAFTA pa podobno. No, ampak dovolj obsežna za to. Drugače pa je to romantičen ljubezenski video, kot je videti tudi na koncu. Tukaj pač gre za romantičen komad, nekako rab mečken v tem grenkem času, rabimo mečken cukra, tako da smo zadevo še mečken
začinili. Bucotu se je pridružila glavna ženska vloga, to je Izla Bučar. Kdor še ni spota videl, ne bom povedal, kdo to je, ne? Ampak dajmo reči, da je sestra od Rudija Bučarja. Koga? Sorry. Bom ti povedal zelo Aha, ok. To je unka bos hod iz obale. Izlo sem spoznal, ja, to je važno. Ja, no, ista sta, oba sta bosa. Potem Izra še nima spletenih oziroma nakvačkanih copat. Ne, še mislim, da pa pol v poznih urah na snemanju spota pa dobila neko oblekco. Skratka, bolj pozivam, da naj si poslušalke in poslušalci pogledajo spot, naj imajo pripravljeno injekcijo inzulina, ker Buco in Izla sta slajša od medu. Torej naj se poslušalci prelevijo v gledalce, to bi. Tako. Če preden zaigrata v živo, še mogoče nekaj besed o prihodnjem letu, 22.2.2022, vse znamenijo številke 22 ob 20.22. Pač poiskali smo na koledarju najlepši datum za začetek leta ljubezni, kot smo ga mi poimenovali. Tisti, ki nas bolj poznajo, vejo, da imamo naš logotip sestavljen iz 2 dvojk, ki tvorita srček in leto 2022 nekako ponuja ta prestižni naziv leta ljubezni. Sploh po 2 letih prepira se mi zdi, da nujno potrebujemo leto ljubezni. In 22.2. bomo v Šiški predstavili album, ki mu je naslov Ugan. 23. Odgovor ni pravilen, zelo blizu. pa če še malo pomislim. Ja. 21 zagotovo ne. Če ima kdo kakšno idejo, mogoče naj nam piše, pa Mogoče se oglasijo prek Facebooka. recimo, ja. Pa če rečemo, da je 11 plus 11, Pa še zmeri ni 21, ne 23. pa še zmeri ni. Bom zopet stopil v osnovno šolo, da se naučim, koliko je 11 plus 11. Drugače za vas je kaj veselega decembra v letošnjem letu? Bil je zelo vesel, dokler niso prepovedali kuhanega vina in dovolili pečenko s kostanj, ker so s to ukinitvijo v resnici odpadli vsi koncerti, ki bi jih mogli imeti v zuniji in teh ni bilo malo. Tako da mislim, da zdaj igrava zadnjič s Petrom v živo. Upam, da ne. No. V letošnjem letu? V letošnjem letu zna biti, da je to zadnje. Sicer bi mogla imeti pa saj še 5-6 koncertov na trgih, po mestih, po Sloveniji. Žal bo še en december brez naj bo mogel preživeti in brez nas. Ampak ja, če to res namenjeno zdravju, potem sem z veseljem doma tudi še en let. Pršut je dovoljen, samo vprašam. To pa ne vem, ker je zelo vprašljivo, a pršut lahko ješ med tem, ko hodiš, ali ga ješ v grozdu. To je bila razlaga namreč za kostanj versus kuhano vino, tako da jaz, če sem iskren, ne razumem več, kaj lahko in kaj ne. Verjetno tudi pršut doma dovoljen. Še kakšni drugi izzivi v letu 2022, ki prihaja? Pa jaz mislim, da imamo kar dobro idejo, kaj bomo počeli, ne? Kolikor nam bo pač virus in politika to pustila. V planu imamo pač izid novega albuma, cel kup enih promocijskih koncertov v zvezi s tem. Jesen nekje imamo v planu tudi še malo večji koncert, ki bo nekako krona na leto ljubezni. Tako da zelo veliko enih stvari smo si zadali. Mogoče tudi ta podatek, da zdaj 22. decembra dobimo svojo aplikacijo za na telefone, skozi katero bomo pol vsakega 22. v mesecu tistim, ki bodo to aplikacijo imeli, dali eno darilo
ali bo to muzika, ali bo video, ali pa neki. Skratka, leto ljubezni bomo nekako obeležili s tem, da se bo vsakega 22. v mesecu za naše poslušalke in poslušalce nekaj zgodil in to samo za njih. Sprav stvari, ki jih ne bojo mogli slišati na radiju, mogoče ne mogoče šele 3 mesece kasneje in tako naprej. Neke ekskluzivne stvari. Recimo intimni zapis, video zapis tega, kako Buco prejema Oskarja, to bo najbrž tudi na aplikaciji. To bo tudi na aplikaciji. Ja. Eno hecno finto smo si spomnili, če kupiš recimo karto za koncert v Kino Šiška, ne, je gor QR koda in s to QR kodo lahko v aplikaciji odkleneš eno posebno mapco, kjer boš noter v resnici slišal še 2 nova singla, ki bosta na radije prišla verjetno šele marca, aprila, tako naprej. Ampak lahko od 22. decembra, pa če boš imel karto za Šiško in aplikacijo, boš lahko zadeve poslušal že prej. Pač nekaj počnemo, očitno imamo preveč časa. Za naše poslušalce bomo za konec še tudi nekaj zaigrali, oziroma video boste zaigrali, jaz samo poslušal, pa tudi kaj posnel. Kaj boste predstavili, oziroma kaj boste zaigrali? Ja, v bistvu bo zaigrala isto, s katero se je začel tale intervju, ampak da v bistvu potekmujemo, kako zveni 15 proti nama dvema. Ne? A midva lahko to boljšo živo kot 5 ljudi v studiu. Mislim, da je rezultat jasen, ne morva, ampak bova dala bo vse od sebe. To bomo slišali za konec. Peter in Hamo, hvala, da ste se oglasili v našem studiu ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala enako in tako, kot govori Komat, ne, vse lepo za vse. Maš? Večkaj mi ga drži, to je pač uživo. Okay. Slišiš? Krasno leto se mi zdi, čeprav si pravijo, da ni. Tisti čas je, ko sneži, jaz pa s tabo gledam si v oči. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Dolgo leto se mi zdi, a za oblaki sije sonce. Tisti čas je, ko sneži, ti pa greš na vse konce. Vse smeri enak naslov, vse luči mi kažejo domov. Vse lepo sem, naj gre v novo leto. Vse lepo za vse, naj gre v novo leto. Vse lepo naj gre v novo leto. Naj konča se in na novo se začne. Lepo leto se mi zdi, ker dal sem pike za vse konce. In
se smeri enak naslov, se luči mi kažejo domov. Vse lepo vsem, naj gre v novo leto, vse lepo za vse, naj gre v novo leto, vse lepo naj gre, naj gre v novo leto. Ne konča se in na novo se začne. Naj gre v novo leto, vse lepo za vse. Naj gre v novo leto, vse lepo naj gre. Naj gre v novo leto, ne konča se in na novo se začne. Vse lepo za vse.